Digitalna pripovedovalska kavarna. Digitalna pripovedovalska kavarna, Digital Storytelling Cafe, je spletni dogodek, ki poustvari krog digitalnega pripovedovanja zgodb v digitalnem svetu. Udeleženci pripravijo svoje digitalne zgodbe in jih nato delijo z drugimi. Udeleženci tako delijo svoje izkušnje in ustvarjajo svoje zgodbe, posredujejo povratne informacije in se učijo drug od drugega v mednarodnem okolju. Je drugi del procesa. Pred kavarno namreč potekajo usposabljanja iz digitalnega pripovedovanja zgodb. Primer tega je naša kavarna, ki smo jo izvedli julija 2002 prek digitalne platforme Zoom. Glavni cilji digitalne pripovedovalske kavarne so: zagotoviti varno virtualno okolje za udeležence, kjer lahko delijo svoje izkušnje. Omogočiti udeležencem, da povejo svojo zgodbo s pomočjo digitalnih orodij. Ustvariti prostor za udeležence, kjer lahko izmenjujejo ideje, dobre prakse in projektne rezultate. Izkoristiti potencial umetnosti kot orodja, s katerim lahko predelamo močne ali težke izkušnje. In prepoznati nove veščine, ki so jih pridobili udeleženci. V našem projektu so sodelovali ljudje z nižjo digitalno pismenostjo, ki so se v času pandemije COVID-19 na podlagi izkušenj naučili uporabljati splet, se ukvarjali z umetnostjo in se kreativno izražali. S pravilnim načrtovanjem je digitalna pripovedovalska kavarna primerna za ranljive skupine, ki imajo pogosto slabše digitalne spretnosti ali izkušnje z računalniki ali tablicami, kot so starejši in upokojenci, priseljenci in manjšine, zaposleni odrasli, umetniki, ljudje s podeželja in iz drugih deprivilegiranih gospodinjstev ali območij. Vsebina dogodka je razdeljena na 5 delov. Med dogodkom smo uporabili različna orodja, da bi bila interakcija spodbudna, dinamična in privlačna. Prvi del je bil uvod z refleksijskimi kartami. Drugi del je obravnaval videoposnetke, tako da si je ogledal prvo polovico videoposnetkov, ki so jih posneli učenci med delavnicami. Tretji del je odraz videoposnetkov s karticami Intuiti. Četrti del so bili videi, ogled druge polovice videoposnetkov, ki so jih posneli udeleženci. Peti del je bila refleksija posebne izkušnje videov prek risbe. In za konec, ocena in refleksija celotnega procesa z orodjem Mentimeter. Rezultati so: udeleženci so uspešno delili povratne informacije o izkušnji digitalnega pripovedovanja zgodb in o ustvarjanju svojih videoposnetkov. Izboljšali so tudi svoje digitalne veščine in se naučili novega načina skupinskega učenja. Dobili so priložnost kreativno pokazati in deliti svoje izkušnje in čustva. Bolj se zavedajo umetnosti in njene moči. Prav tako smo okrepili stike med udeleženci in razširili njihovo socialno mrežo.